Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, vaši starši, sorodniki, ki spremljajo to prireditev, spoštovani profesorji in vsi ostali, ki nas podpirate tudi na ta način, da v predbožičnem, predprazničnem času namenite trenutek pozornosti, ustvarjalnosti naših dijakov in dijakinj. Ko sem razmišljal, kako začeti zgodbo o letu, ki se izteka in o letu, ki prihaja, sem ugotovil, da bi lahko vam predstavil, kako odkrivam v teh časih, notranjost ali prostor, v katerem delam. Pisarna, ki jo vidite, ima 12 stolov. Če začnemo pri prvem stolu, lahko govorimo o januarju, v mesecu, kjer smo veliko pričakovali, malo že slutili, kaj se bo zgodilo v letu, ki je pred nami. V februarju so nas dosegle novice o tem, da morda se lahko zgodi, da bo epidemija dosegla tudi Slovenijo. In v marcu se to res zgodilo. Zaprli smo vrata šol in na ta način simbolično prekinili tradicionalno izobraževanje v šolskem prostoru. Preusmerili smo se na delo na daljavo, v družbo se je v tem času v aprilu in maju prikradlo veliko, bi lahko rekli tudi depresije, ki morda, žal, v tem trenutku potrjuje tudi slika na steni, delo znanega slikarja Jožeta Tisnikarja. V nadaljevanju v juniju smo seveda se veselili z vami ob opravljanju mature, ker je bila dovoljena, da jo boste lahko tudi upravili in ste tudi uspešno zaključili v generaciji, ki nas je zapustila. Julij in avgust sta prinesla nekaj optimizma. Malo smo se lahko oddahnili. Profesor Remec verjetno ni razmišljal o tem, da bo njegova modrina lahko popestrila modro poletje, ki nam je bilo naklonjeno. V septembru smo na novo odprli šolsko vrata. Takrat smo se razveselili, ker smo verjeli, da bo tako tudi skozi vso šolsko leto. Žal zgodba ni bila takšna, kakor smo načrtovali. Že v oktobru so se vrata ponovno zaprla in prišli smo ponovno na izobraževanje na daljavo. V tem času smo snovali praznovanje jubileja 170-letnice prve gimnazije. Različne ideje, veliko vašega truda je bilo vloženega, žal vsega nismo realizirali. Zgradba je postala ponovno samotna. Na trgu generala Maistra je ostalo samo poslopje. Duh se je preselil v domove in znova ste dokazali, da zmorete. Ob praznovanju smo se veselili in smo pričakovali, da bomo imeli veliko obiskov. Takrat smo načrtovali, da bo se v knjigo spominov lahko upisali generacije nekdanjih, sedanjih dijakov, tako kakor so se v to knjigo upisovali ob obletnicah mature tudi nekdanji dijaki in kot ste videli tudi predsednik republike, gospod Borut Pahor, in obisko tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Veliko je ostalo praznih strani. Zagotovo jih bomo popisali v naslednjih letih, ko bomo praznovali druge obletnice. Letošnja je takšna, kakršna je. In smo že proti koncu leta. Za oktobrom, torej november, čas, ko je žal namesto slavnostne akademije pouk potekal na daljavo in seveda december, kjer se sedaj srečujemo in snujemo načrte za naprej. Ko sem razmišljal, kako zaključiti zgodbo, je seveda najlepše z 170 zgodbami, za knjigo, ki je nastala ob praznovanju našega jubileja in kjer so zbrani vtisi spomini nekdanjih dijakov, dijakinj, profesorjev, profesoric in sedanjih. Na zadnjih stranih te knjige je prosto mesto, dodaj svojo zgodbo. Zelo bom vesel, če bo ta zgodba, ko boste čez leta zapisali, optimistična in bo prinašala veliko lepih spominov, ne samo tega, kar nam je leto prineslo. In da zaključimo, ostanite še naprej v mehurčko. Čuvajte svoje zdravje, čuvajte zdravje svojih domačih, čuvajte svoje bližnje, zaželite si vse dobro, jaz vam pa obljubljam, da bom za naslednje leto preuredil slike in pohištvo v pisarni, vrata bodo odprta skozi vso leto, veliko bo svobode, veliko bo zdravja, veliko bo spet vašega nasmeha po šolskih hodnikih. Vse dobro. Spoštovane profesorice, profesorji, spoštovani delavci šole, drage dijakinje in dijaki. Leto 2020 se počasi poslavlja. Hvala Bogu. Če smo se od prejšnjih let poslavljali s kančkom žalosti in grenkobe, bo letošnje slovo hitro, neromantično in zgolj protokolarno, ali če povem krajše, sivo. Ja, sivo, primerno času, v katerem smo se znašli. Narava je odeta v sivino, priča smo porastu sive ekonomije, zaradi zaprtja frizerskih salonov pa pričamo tudi sivim lasem na glavah naših pedagogov in ali pedagogin. V imenu Dijaške skupnosti Prve gimnazije Maribor vam želim, da bi leto 2021 začeli z obilico optimizma in dobre volje
ki je mora biti vsaj dvakrat več, da nadoknadimo za letos. Govori se, da žarki svetlobe že pronicajo skozi gosto meglo. Ko bo s to dolgo zimo konec, bo prišla pomlad. In ta nova pomlad zelena, nov bo cvet pognala. Zopet bodo ptičice vesele, pesmi nam prepevale, pesmi žvrgolele. Če lahko s pesmimi odganjamo žalost, skrbi in sivino, lahko z njimi prav tako privabimo veselje, radost in božičnega duha. Z veseljem vabim na vaše ekrane zbor Prve gimnazije Maribor z venčkom božičnih pesmi. Heaven
Jutri je praznik. Praznik. Rodilniška oblika praznika. Dan, ko se navadno ne dela, posvečen kakemu pomembnemu dogodku ali spominu nanj. Označiti praznike na koledarju z rdečo barvo, bilo je ravno na praznik, čestitati delovnim ljudem k prazniku, za praznike igramo in poslušamo harfo. Dobrodelnost je izkazovanje in opravljanje dobrih del ter dejanj. Ko dajemo dobrodelne namene, občutimo srečo, saj damo nekaj, kar imamo radi, in to srečo namenimo drugemu. Večina ljudi ob pojmu dobrodelnost pomisli na zbiranje denarja, vendar je dobrodelnost veliko več kot to. Velikokrat pozabimo, da je dobrodelnost vse, kar sočloveku pomaga. Prijaznost, zmožnost poslušanja, topel objem in iskren nasmešek so stvari, ki lahko ljudem pomagajo. To nas oplemeniti, naredi nas dobre in človeške. Stari rek pravi: dobro se z dobrim vrača.
Nikoli ne vemo, kdaj bomo v življenju v situaciji, ko bomo mi potrebovali pomoč. Zato se moramo zavedati, da veliko ljudi potrebuje pomoč sedaj, zato jim pomagamo na različne načine. Živimo v težkih časih, v katerih nam brez pomoči drug drugemu ne bo uspelo. Kaj pa ljudje v teh časih najbolj potrebujemo? Poglejmo si, kaj o tem menijo naši dijaki. Menim, da sta prava ljubezen in razumevanje tisto, kar svet v teh časih najbolj potrebuje. Vsakdo potrebuje pogovor z osebo, ki nam prisluhne in nas razume. Nas objame z razumevanjem ter potolaži s prijazno besedo. Vsak izmed nas zdaj potrebuje dobro misel, še posebej v teh težkih časih. V tem stresnem obdobju ljudem največ pomeni že preprost, iskren pogovor. Moje mnenje je, da je prostovoljstvo eden izmed najpomembnejših aspektov medčloveških odnosov in da si vsak zasluži prijaznost in spoštovanje. Dnevno lahko pomagamo drug drugemu, svojemu sosedu, sošolcu ali popolnemu tujcu. In ko tako mnogo majhnih dejanj združimo v celoto, lahko spremenimo svet. Zapomnimo si, da majhna prijaznost ne obstaja. Vsako dobro dejanje predstavlja spremembo, ki je brezmejna. Brezmejna pa je tudi pesem. Prisluhnimo torej pesmi Neže Ožinger Skylark. Božič je praznik ljubezni. Ljubezni do družine, prijateljev, znancev, izbrank in izbrancev. Dan po Božiču praznujemo praznik samostojnosti in enotnosti, ko smo Slovenci pred 30 leti izkazali ljubezen do naše domovine. Ob obeh praznikih si lahko čestitamo in podelimo nekaj dobrih želj.
Dobre želje za prihodnost so pripravili tudi naši dijaki. In profesorji. Pa jim prisluhnimo. Želim si veliko sreče in dobre volje. Za leto 2021 si želim, da znal bi noč temno razjasniti kitare duha, kragulja v gnatki kljuje srce, da bi kot poet rešil svet, zdravega duha v zdravem telesu in sindikalni izgled. V novem letu si želim veliko nepozabnih trenutkov s prijatelji. V novem letu si želim, da bi lahko spet zaživeli normalno. Želim si novoletno čako, pa čeprav pomladi samo da plešem. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Želim si, da bi trenutna kriza čim prej minila. Dressed in holiday style in the air. Rekli so, da ne povem, po čem v novem letu hrepenim. Ker pa filozof sem nikoli ne vem, ali prav je, da za svojimi željami sploh drvim. Vse včasih bolje bi bilo, ko zadovoljni bi bili in rekli, to je to. Priznajmo si skesano, da pogosto vse, kar rabimo, že imamo. Seveda pa ni upati odveč, da ta svet se enkrat bo pomiril, ker sicer bomo vsi čist preč. Vse politična kleveta, leva in ta desna, hujša so kot zdravstvena zapleta. Zato vsaj za praznik naj bo malo mira, dijaki, vaša matura, pa naj se še tako slabo rima, vpis na fakulteto, z bonusom ali brez, sam da vse na koncu štima. Nekateri ljubezen izkazujejo ob nabito polni mizi v krogu družine, spet drugi na plebiscitu, najbolje pa se izrazi s pesmijo. Take a little time to think things over. I gotta read between the lines, in case I need it when I'm older. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. I'm gonna take a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. Oh, in my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is.
Kako se je primerneje posloviti od tega leta kot s pesmijo, ki so jo v lastni režiji zapeli, zaigrali in posneli člani šolskega benda Štenge. Video in prav tako celotno prireditev je zmontiral eden in edini Lenart Potočnik. Želiva vam vesele božične praznike in srečno novo leto. Living in a ghost town. I'm a ghost. Living in a ghost town. You can look for me, but I can't be found. You can search for me, I have to go underground. Life was so beautiful, then we all got a lockdown. I feel like a ghost, living in a ghost town. Walls, this place was coming, and the air was full of drumming, sounds of cymbals crashing.